Drage dame, gospodje, otroci, dobrodošli v oddaji Šport 1 na 1 z Vidom. Kot vsaka stvar ima tudi spletna oddaja, ki je zaživela v času pandemije, svoj konec. V zadnjih 2 letih smo gostili slovenske olimpijske šampione, evropskega prvaka v košarki, trenerja nogometnih državnih prvakov in legendarne Smelt Olimpije, pa smučarje in jadralki, veslača, odbojkarje. Razkrivali smo številne zgodbe športnikov in se trudili osvetliti njihovo življenjsko plat. Seveda športnih vprašanj ni manjkalo, vendar smo se v oddaji trudili in iskali drugačne vsebine. V zadnjo oddajo sem povabil prvega gosta, s katerim sva prebila led, nato je nastalo še 22 epizod. Hvaležen sem za to priložnost, ki so jo prinesli te časi. Naj bo zdaj dovolj za uvod, tako da gremo kar k gostu. Boštjan Boki Nahbar, dobrodošel nazaj v naši družbi. Kako si? Lep pozdrav, v redu. Evo, vroče je. Je vroče. Ja, ti, vroče. Kje si ti? Ja, Barcelona. Tam pa je vroče. Mislim, zdaj ubija, tako da sem prav švicam. Sploh zato, ker bo načaka zelo vroč pogovor. Boš videl ti, zakaj je vroč, ampak kaj. Ne bo kakaj napačne ideje, ampak ja. Zdaj, povej, a veš takrat, ko smo imeli prvič v uvodu, ko sem prvič napovedal uvod, pa to, kako sem se zdaj odrezal? Jaz sem napredoval, mi gre boljš. Ja, ne, se pozna razlika, veš, to je kilometrina, veš, to je isto bilo, ko smo imeli naš podcast, na začetku se ful loviš, pa se mi zdi, da preveč zavestno paziš na to, da bo vse ok, pa da boš vse prav rekel, pa ko malo ta nervoza zgine, pa dobiš malo kilometrine, pa v bistvu tisti tvoj pravi jaz nekako ven pride in to so tudi pri tebi videli, da si veliko bolj sproščen po teh 20 plus epizodah. Veš, to je pa stari mače, kot ti reče, po podcastu, pa tako, pa sem zelo vesel. Hvala. Ja, mi smo jih naredili, mislim, da 130, no tako da ja. Mater, ja. Moram še kar malo razmišljati, kaj bi kaj še. Ja. Ej, povej mi, že razmišljaš kaj o dopustu, si že na dopustu, kako preživljaš te dni zdaj? V bistvu imamo kar visok tempo, seš, otroci, šola, treningi, jaz imam svoje delo, Anka ima svoje obveznosti, tega smo kar natepirano. Ko je pa enkrat skonc šole, imamo pa itak, prva zadeva je ta kamp košarkarski, ki ga imamo poleti v Kopru. Tega mislim, da bo mogoče avgusta kaj več časa, da se malo družinsko odklopimo. Super. Ja. Evo ga. A začnemo zdaj, ko si rekel, da bo vroče. Dej. Meni je tudi vroče, pa čeprav zunaj dežuje, ker ne vem, kam čakam. Ja, zdaj ne vem, kak plan je, da se zamenjamo danes. Plan je, da se mi da zamenjava. Se pravi, da si ti končno gost v svoji oddaji enkrat. Jaz te ne možnosti nikoli nisem imel v našem podcastu, ko smo ga delali, tako da to je dobra ideja. Lahko naredimo še en tak special edition, pa si ti gost v svoji oddaji. Ti si bil tudi pri meni gost, pa lahko obrnemo, evo, bomo šli še enkrat. Tako. V glavnem, evo, da prevzamem jaz vlogo voditelja. Čeprav moram povedati, da zdaj že kar nekaj časa ne delam podcast, tega sem malo zarejel, ampak se potrudim ful. No. Evo prvo tako vprašanje, ko sem rekel malo o tej sproščenosti, pa to, recimo, ok, vsi tvoji uspehi skozi kariero, dolga kariera za tabo, vse, kar si uspel narediti in v klubih, in v reprezentanci, da ne naštevam vseh uspehov in vsega skupaj. Ampak kdo pa si, recimo, ko priješ enkrat domov, ko zapreš vrata, ko rokomet potisneš malo na stran, kaj je tisto, ko tebe nekako navdihuje v lifeu, ko nimaš na sebi nadetega dresa kluba ali pa reprezentance? Čisto en tak simpel človek, ki ga razveselijo male zadeve, mala presenečenja. Za mene, naprimer, res se ful rad zgodil vstanem. Ko se vstanem, sem ful vesel, ko je pač dan. Tako da pač lahko končno nekaj začne migati, govoriti. In take, delo okrog hiše, rečemo, me razveseljuje, košenje trave, pogovor z rožicami. Pol si jutrni človek, bi lahko rekel. Ja, mislim, zelo težko se ve, ob 6 se ne zbujam, ampak ja, zdaj po karieri je bilo zelo težko, naprimer, uloviti spet ritem, ker pač ni treningov in ti sam svoj ritem delaš. Tako da ja, zdaj imam na telovadbe hodim 6:45, tako da se moram... Kakaj telovadba, kaj je to, za penzionisti, tako 1, 2? Ne, taka hit vadba. Ok, to je pa bolj resno, ta HIIT, ali kaj je to, to je to, F45, ne vem, to je pač tlele
je narejena, pač in je F45, ko je tudi David Beckham ima svoj program noter, Ok. pa tako, in je tako, res hit vadba, to crossfit, rečemo, z majhnimi utežmi, enkrat je bolj kardio, jaz hodim 2-krat na teden, enkrat kardio, enkrat pa malo bolj na moči, tako da Ok. se fajn prešvicam, en tenis na teden odšpilam, pa je to. A si dober tenisač? Jaz sem ga treniral A res? od 6. do 12. 13. leta. Pa sem mislil, če bi mi šla igrati, sem pol reč ne. No. Jaz sem Lahko. jaz sem tudi igral, ko sem bil mlajši, pa sem pol tudi še med kariero poleti igral, doskrat smo z Primožem Brezcem, z Brezo smo igrali poleti, da smo malo zamenjali od basketa, pa malo formo zdržala, pa malo to ostalo v neki minimalni pripravljenosti. Zdaj pa že res dolgo nisem igral, pa me na momente malo mika. Veš kaj, v Španiji je tule ful popularen padel. Padel tenis. To je simple verzija. Ja, in to mi bolj obdobje prej. Tenis se bojim, da si bom kako mišice kaj pretegnil. Tam je dober tam, ta padel tenis je tudi v Franciji čisto noro. Samo v Sloveniji pa mislim, da ni dosti tega, a ne? Ne, zdaj se počasi razvija. Počasi razvija in mislim, da bo tudi tle par padel No, če centrov. bo, evo, to pa lahko, to pa gremo lahko. Gremo, kamot. Super. Lahko na ping-pong, badminton. Na ping-pong sem pa dober, to pa tam Jaz pa ne tudi. podcenjevati. Jaz Ping-pong tudi. sem pa- To pa, lej, ampak ja, bomo videli, lej, vse v svojem cajtu. Če gremo malo na rokomet, pa niti ne nujno, da je iz same tekme, a ne, ampak pa same recimo tekmovanja, ampak katera izkušnja iz rokometa se ti pa najbolj spala v spominu, pa te najbolj oblikovala. No? Ni nujno, da je tekma pa zmaga, ampak tako nasplošno. Ne? Kot Mene v povezavi z najbolj rokometom. mene najbolj oblikovalo, rečemo, so poškodbe. Potem, ko sem šel mlad v tujino, sem imel super trenerja, pač z vrednotami, ki so me bile blizu. Nekako sem se tam zbildal kot osebnost, kdo hočem biti, dobil preko družine že samega začetka integriteto, ampak potem v tujini še toliko bolj, odkot prihajam, Slovenec, ponosen Slovenec, tako da nekako sem se tako to zbildal in potem vse v življenju hiter, oziroma življenje športnika gre hiter, čas mine, tako da nekako so to. Predvsem pa tudi moje poškodbe pri 19 letih, ko sem spoznal, da nisem Superman, takrat sem začel razmišljati, da se hiter lahko mi obrne, hiter se lahko poškoduješ konec kariere, tako da sem vedel, da je ta čas kot športnik zelo kratek, dolg, pa tudi kratek in da v tem času moramo uživati. Vse te poškodbe so res nekaj takega, kar te na koncu si prav rekel. Mislim, zanimivo se odgovor, no, da so te izoblikovale, a ne, kot osebo in tudi kot športnika. Ne. Te poškodbe so res ena taka prelomnica, se mi zdi, da vedno te postavijo pred neko dejstvo, a ne, a veš, ali greš full force naprej in greš mimo tega psihično in fizično, a ne, a veš, ali pač se nikoli več ne vrneš na isti nivo. A ne. Ne gre več na isti način potem igrati, ne. Moraš prilagoditi svojo igro na določene, pač to, kar si imel, a ne, jaz po treh. To je pa, največja odlika pol, To je pa največja odlika pol tistih, da v bistvu znaš zaradi poškodbe, ki se instantno zgodi, se pravi, to ni nek proces, a ne, ampak je poškodba, ki lahko instantno pride, da potem ti v povratku moraš se naučiti, mogoče celo na nek način bi kdo rekel, na novo uporabiti svoje telo, svoj skill, svojo tehniko. To je pa pol, mislim, res nekaj poseben, bom rekel, celo mogoče talent prepoznavanja samega sebe, da znaš se prilagoditi na to, kar si po novem. A ne. Ogromno je teh stvari prilagajanja v tem in to je pač, vem, da po tretji kolenski zvezi, ko smo prijeli trikrat tretjič koleno, sem čist premogel. Enostavno nisem več šok eksploziven, ni šlo več na isti način in se prilagodiš. Ne? Zdaj, ko govorimo o teh nekih veličinah športnikov v smislu poškodb ali pa tudi uspehov, če hočeš, kateri so pa recimo, ker ti si podeljeval si nagrado za športnika, ne? Leto v Sloveniji, kako. Kdo so pa za tebe bili mogoče, ali pa so za tebe slovenski najboljši all-time športniki, ali pa športnice, recimo, da eno zbereš vseeno športnika, športnica, ali pa trenutno, recimo, ne vem sicer, koliko si vpet v slovenski šport kot tak, ampak če bi ti zdaj podeljeval all-time nagrado slovenskemu športniku, ali pa trenutno, kdo je najbolj vroč slovenski športnik, ajde, kdo... Mislim, da se bomo oba strinjala, najbolj vroč je Luka Dončić. To je pač generalno na svetu. Easy. Kaj, ne vem, jaz pač,
koliko je bilo še prej v Jugoslaviji, vem, da te vsi, rečemo, staro jugoslovanski trenerji, ki sem jih poznal, ki so bili dobri trenerji, so mi govorili, da za Ivo Daneva, ne, da to je bilo fascinantno, koliko dober je bil on. Ne. Tako da jaz ga nažalost nisem videl igrati, ampak ja, verjamem. Mislim, športnikov imamo Dragića, imamo Rogliča, mislim, težko je enega zdaj točno dati, mislim, če bi dali točno tega, ki je v Slovenijo res najbolj postavil na mapo, je to Luka, ker je pač generalno, globalno zvezda. Mogoče se bo lahko tudi malo govoril za njega, da je tudi all time v bistvu najbolj športnik, ne samo trenutno. Ne? V bistvu to tak premik, ki je on, oziroma ta nivo slovenskega športa, ki je on dvignil že tako visokega, ki je bil. Ne?Če gledaš v katerih vseh športih smo visoko, koliko je on v bistvu uspel to dvigniti. To je neverjetno. To je pač še 1 na 8 milijard, rečemo. Ja. Drugače pa so za me vsi športniki, slovenski športniki, ki se trudijo pa delajo za to, da promovirajo svoj šport, ne, pa svojo državo za med krcarji. No. Evo, prva taka rubrika, generalno v 60 sekundah. Je znano, verjetno. Znano. Ok, sicer ne vem, koliko je tu vprašanj, mislim, da je 12, ki takega, 60 sekund cajta, vidim, da zadnji žirija bo štopala uro, tega, če si prepozen, če bo šlo 61 sekund, kar prekinemo, tako da pazite. Ok, ajde, hitri odgovori. Stracciatella ali jagoda? Stracciatella. Sneg ali morje? Morje. Sladica ali solata? Solata. Pa resno ti to? Ja. Rdeča ali modra? Modra. Nemčija ali Francija? Francija. Spontano ali načrtovano? Načrtovano. To sem vedel, da boš rekel, ne izgledaš tak načrtovan tip. Vse načrtujem. Chuck Norris ali James Bond? James Bond. Knjiga ali film? Film. Obramba ali napad? Napad. Joker out ali Kingston? Joker out. Tenis ali rokomet? Rokomet. Voditelj ali gost? Voditelj. Pokal ali medalja? Pokal. Kampiranje ali pa hotel? Hotel. Ja. Ni. Mene probajo moje prepričati, da bi šli nekam na avtohišo, nekam, neko ni šans. Na eni točki bi mogel popustiti. Jaz sem šel dvakrat kampirati, enkrat, ko sem bil mlad, pa sem rekel, da moram imeti, če ne bom imel toliko denarja, da si plačam eno sobo, potem ne grem na more. Pa sem šel, pa so me pa moji tamali enkrat prepričali, ne. Pa sem šel, pa je hvala Bogu bila, tak naliv je bil, da smo imeli pol metra vode v šotoru, da sta mala rekla, nikoli ne gremo več. Rekel, vredno, se strinjam. Gledam, če biš kako tako odgovor, ki mi je ven stopil, mogoče tisto sladica ali pa solata. Pa ne vem, a nisi za sladko na splošno, ali... Ne, ali to zaradi nekih healthy razlogov pa se to, veš? Ja, to. Jaz sem včasih ful sladkega pojedel. Jaz sem pojedel, rečemo, cele domačice, piškote, ne. Zvečer pa spil liter mleka še zraven, ne. Veš, in neke navade sem obrnil, jedel sem ful mesa skozi, vsak dan skoraj, in potem sem pač začel brati te članke. Zelo rad imam meso, da pomote, tudi zdaj ga pojem, ne. Ampak ja, sem nekako okrnil, da pojem, rečemo, povprečju 2-krat na teden, 2-krat, mogoče 3-krat na teden meso, da probam malo ribe, pač mešano jem, no. Zelo raznoliko probam jesti. Imam pa svojo visoko grelo doma in imam solate noter in jem domačo solato. Skozi, vsak večer lahko jem solato. Z bučnim oljem, bučno olje. Moja mi lepo, Sara mi pripravi, mi razreže, upere solato, me čaka in to je to. Prlečka ima še prlečko bučno olje in to je to. A viš, kaj je razlika med mano in tabo, da razmišljamo isto, sam ti delaš to, jaz pa sam razmišljam to, da bom jaz to povedal. Res. Pa sladoled zvečer, če ne grem spat. V glavnem. Ja, lej, zdaj lahko, ko sem špilo, ni bilo možnosti. Ni se smelo. Povej mi, sem slišal, da imaš bucket list svoj narejen, oziroma naj bi imel neke želje, oziroma saj skozi te pogovore, mislim, da se malo pogovarjal o tem. Nekaj ti je ratalo, nekaj ti verjetno ni. Imel si in s Filipom Flisarjem neko željo, da se nekaj naredi skupaj, in s Petrom Majtič, da je ta tehna smučeh. Ribarjenje z Urnautom sta se nekaj menila, pa to.
A ti je kaj že od tega uspelo, oziroma mogoče kakšni drugi bucket listi v življenju, ki imaš, oziroma bucket lista stvari, ne vem, 2-3 stvari, ki si želiš, pa ti je ali že mogoče uspelo to narediti, pa rečeš, to sem pa že odključil, ali pa ti še ni, pa še vedno tam nekje zapisano, nekje zadnji v glavi, v mislih, da to se pa bo zgodilo enkrat. Ne, definitivno to z temi športniki oziroma z gosti, ko sem imel, bi rad se malo pozabaval. Mogoče ne bo z vsemi to uspelo, ampak ja, bi definitivno. S Sliserjem vem, da smo imeli dobrodelno pohanje. S Petrom Majdič, da pač še nikoli nisem delal teka na smučeh, pa je rekla, da je pač to. Drugače pa moj bucket list, če bo le možno do konca mojega življenja, bi rad šel v vesolje. Ok, se pravi... To je top of the top moj bucket list, če bo možno. Ampak zdaj, danes govorimo že o več možnostih, čeprav sam za res elito svetovno, ampak imaš možnost, ena je, zdaj se že govori, da bo šla, da se lahko gre pač dejansko z raketo gor, pač bo to na tisti International Space Station, karkoli. Druga varianta je, da zdaj že obstajajo te res visoko leteča plovila, ko greš izven kilometrov atmosfere, da se čist gor, da dejansko že vidiš to zemljo. Imaš pa zdaj že tretjo, ki sicer sem videl samo reklame, v narekovajih reklame zaenkrat na internetu, da se dela v tej smeri, da se ne bili baloni, ki te dvignejo, za ne vem na kater plin, ampak te kot baloni, ki jih poznamo, ko so te športnje, kako se temu reče, ki naj bili posebej ultra ne vem kaj, da greš res na neko tako določeno višino, kjer si isto ne vem koliko, 10,000 kilometrov dvigne. Jaz bi rad šel z raketo. Če že ok, se pravi Elon Muska se kliče in se reče, lej, imamo tu vida, takoj bi šel. Dej zrihti to, pa magar še kako Teslo pošli, da jo izstrelimo v vesolje. Ja, da je prav. Ne, to je rečemo taka moja večna bucket lista in ta želja. Zdaj, je še zaenkrat nedostopno zaradi cene, mogoče, upam, da imam še kar nekaj življenja pred sabo in da se bo to nekako spravilo neko normalno ceno. Ja, to bi pa rešil. Če se nas več zbere, pol je kakšen količinski popust. A ti bi tudi račal, ne? Zdaj, če se že gre. Če bi recimo jaz se enkrat nenapovedano pojavil pri tebi doma in večer nek fuzbal je na televiziji ali pa nek basket, se vseeno pa rečem, dejma skupaj pogleda, pa ti vprašaš kot korekten gostitelj, vprašaš, a boš kaj pojedel, pač moraš vprašati, ne moraš imeti vlastnega gosta bajti. Pa bi si rekel, pa dej neki naštimi, no. Kaj bi si pripravil? Recimo, da imaš polno kuhno stvari, lahko zbiraš karkoli. Kaj je neka specialiteta, ki rečeš, jaz ti bom pa to zdaj pripravil, pa ne mi reči solata z bučnim oljem. Zdaj bi te vprašal, če bi imel ribo, bi ti naredil verjetno svežo ribo, bi ti naredil, rečemo, lahko na grilu kako ribico, lahko bi ti dal pečico lososa z krompirjem, lahko bi ti naredil kari z piščancem ali pa z rakci. Se pravi, nisi analfabet v kuhinji, si... Ne, jaz zelo rad... Nisem samo solata, ker solata dejansko, da moramo biti odkriti, sej zdrava pa to, ampak narediti je pa res lahko, ne. Iščem nekaj več tule, Ne, lahko bi ti naredil magrede canard, to je specialiteta. Rečemo, bi ti spekel v pečici ali pa tlele, na žaru. Kaj je točno to? Magrede canard so račja prsa in imajo v bistvu tako debela in ne moreš roze jesti, v bistvu medium. Imajo ful maščobe in moraš lepo prvo pač malo maščobo razrezati, posoliti, popoprati in potem jo na zmerni temperaturi na strani maščobe pač nekako peči, zaradi tega, da maščoba pač steče ven, se naredi hrustljava škorica, obrneš na visoko temperaturo 8 minutk, še malo obrneš, da se tista... To je že kar proces, to je že kar to iščemo. In to je ful dober in potem imaš tako, roze mora biti, roze, zraven kak pečen krompirček, to je bilo super. Pa če bi se mi še dalo, bi še neko sladko makico zraven naredil, ali z kakršnokoli, z hruškino sladko makico, ali pa kako popečeno hruško, da kar pa še sladko zraven. Pa vsi vešč v kuhinji, to sem rabo vedeti. Sem kuhal z Michelinkovo zvezdico v kuharjem v Nimo.
Mislim, kuhal, ja. Jaz sem pač rezal krompir, pa ne vem, buče v lupu, pa ne vem, kaj vse. En del zvezdice lahko rečeš, da imaš. No. Ja, ne vem, jaz sem bolj, ko ne bil tam on pomočnik. Ja, tam pomočnik. Ne, ampak je bilo pa zanimivo videti, kako hierarhijo imajo tam v kuhinji. Si predstavljam, se po teh šovih vidiš, to je kar resna zadeva, pa stresna po svoje. Ne? Pa to je garanje, res je garanje, to delajo, to je noro. Imaš kako najljubšo knjigo, ali pa nazadnje, kaj si bral, mogoče kaj lahko priporočaš, sploh z vidika športnika, če si kaj v tej smeri, da ti je mogoče knjiga kaj pomagala, recimo na športni poti. Ali bereš rad nekaj, kar je čist kontra športu? Znanstvene fantastike berem rad imam znanstvene fantastike, tako da delajo vesolje, vse, kar je znanstveno fantastiko povezano. Interstellar, najboljši film vseh časov zame. Točno to jaz skozi govorim. Drugače pa ja, Dan Browna rad berem. Dan Brown je cool. Ja, ful dobro. Se mi zdi, da je ful pomembno tudi v lifeu športnika, da nisi samo v športu, not pa šport, da malo si razvijaš svoje poglede na svet, pa če ne drugega, da malo mozak razvijaš tudi s tem, da imaš interese v drugih stvareh. Moj problem je, da me preveč stvari zanima. Pa je, lahko mogoče, ne vem, gledaš film, bereš knjigo tudi v svojem tako imenovanem man cave-u, ki ga imaš. A to res? Imam. Kako to izgleda? To je nek kavč, nek šank, par botel, neka biljard miza, televizija, ping-pong. Ne, prišel bo nogometne ročke noter, nimam še vsega zrihtega. Televizija. Kaj je prišlo? Nogometne ročke? Nogometne ročke. Ročni nogomet, mislim. Ročni nogomet, ja. Okay. Imam disko kuglo, imam bar, imam mizo, če pač se družba usede, ne vem, če se kako karte igrajo. Prav. To se fajn pozrihtal za ta, da imaš svoj kotiček in da imaš pripravljeno za druženje. To se mi zdi, da je nujno. To meni se zdi, da je pač nujno. Video uvid je naslednja rubrika. Dobro, rokomet je zaznamoval celo tvoje življenje. Katere so mogoče neke lekcije, zdaj prej smo govorili o poškodbah, ampak katere so mogoče neke lekcije, ki si jih pa iz športa prenesel, pa iz rokometa bolj specifično prenesel v vsakdanje življenje? Kaj te je šport naučil, lahko v rani karieri ali pa proti koncu, kar pa v bistvu zdaj uporabljaš izven terena? Ogromno. Vztrajnost, ciljna usmerjenost, delo, nepopustljivost, odprtost, iskrenost, teamwork. Ja, mislim, da se to tako. Si se naštel kar dosti zanimivih stvari, ciljno usmerjenost si omenil. Tako. Si misliš, recimo, sploh ta ciljna usmerjenost, se pravi, to se mi zdi pa športnikih zelo pomembna kvaliteta, ki jo ima veliko športnikov, ker vedno si delamo za nek cilj, ali je to kratkoročni zmaga danes, dolgoročni sezono prvak biti, ali pa karkoli cilj kluba ali pa posameznika, ali pa ne vem, dolgoročno karieri izvedeti pa to dosego. Se pravi, vedno so neki cilji. Zdaj, prenašaš to ciljno usmerjenost v kak poslovni svet, zdaj po karieri imaš tu kakšne cilje nove, drugačne, ki jih loviš, ali si jih še nisi zastavil, ali si jih boš, ali si jih pa mogoče ne nameravaš, ne vem. Ne, definitivno. Vedno sem ciljno usmerjen, vedno je nek cilj in mora biti cilj. Zdaj, kako pride do cilja, je v športu dosti lažje, kot pa rečemo potem v drugem življenju, ker pač cilj tvoj osebni je to, in ti delaš potem. Seveda je potem težko, ker je pač ekipa tudi zraven, ampak mislim, da če so vsi športniki smo veliko podobni in odvisno v kakšni ekipi si. Če si v dobri ekipi, stremiš cilju, da si prvak, stremiš cilju, da boš največ tek na zmago, da boš vse premagal. In tu je skupni cilj. Medtem ko v lifeu rečemo zdaj, ne govorim, da ni skupnega cilja, ampak je drugačno. Ni čistek, da skozi vsi isto gledajo, ker je pač dosti drugačno, ne vem, kako bi temu rekel, ampak definitivno je kot športnik meni dosti lažje nekatere stvari, rečemo, doseči, pa ne vem zakaj, zato ker pač
smo bili podobni tipi, podobno zmagovalna mentaliteta, medtem ko pač, ne bom rekel, normalni ljudje. Pač ljudje v normalnem življenju so drugačni, ker pač niso dali to skozi, kar smo mi dali. Ne, se mi zdi, da te pritiski, ki pridejo skupaj za profesionalnim športom, je ena taka stvar, ki je mogoče ljudje, ki niso bili nikoli v takih situacijah, mogoče, jaz bi celo rekel, mogoče malo podcenjujejo. No. Mislim, eno količino pritiskov, ki jih znamo mi prenesti in ki se jih znamo mi prilagoditi in ki jih znamo na nek način predelati in na to odgovoriti, se mi zdi, da je to neka taka velika prednost. Mislim, to sploh zame pol niso bili več pritiski, to je pač bil nek must, ko moraš narediti, če hočeš biti. In to je tako, zdaj pa ne rabiš tega, ne? Noben te ne sili, da bi pa zdaj ti na vrhunskem igral. A pa recimo kot športnik po tej dolgi karieri, oziroma tokom te dolge kariere, si dobil kak nasvet, ki si ga zapomnil, pa ti je bilo kot vodilo mogoče, ali to bil trener, soigralec, kdorkoli, okoli klubov, okoli reprezentance, mogoče kaj takega, da bi se spomnil, ali boš rekel, to je bil mogoče skupek nekih dost izkušenj na svetov in tako naprej, pa nimaš specifično mogoče enega, ki bi rekel, ali pa dva, to me je pa zdaj spremenilo, ali pa me je popravilo ta moj kurs na neko novo pot in je bila ta polo zaradi tega bolj uspešna. Rečemo, ena taka stvar, ki mi je ostala v spomini, dedek moj pa ata, vedno dati vse od sebe. Rezultat na koncu ni pomemben. To, če si dal vse, mislim, seveda je pomembno, ko si pač na nekem nivoju, ampak če si dal vse od sebe, potem... Kaj več lahko zahteva od tebe, če veš ti je za vse, ne? Tudi vidi se, tudi energija se vidi, vse se vidi. Če si dal vse od sebe, potem lahko greš mirno spat, pogledaš soigralce v oči, narediš napake, se zgodi, nimaš kaj. Ampak lahko, pač življenje lahko greš pokončno glavo naprej. Se nameravaš zdaj po karieri spuščati v kaj drugega noga, ali te bomo še naprej videli nekje upetega v rokomet? Ne vem, malo težko si te predstavljam, da bi zdaj bil tam da bi nekaj delo, kjer si v pisarni vsak dan od 8 do 3, razumeš, malo težko si te jaz predstavljam na tak način. No, splošno vse športnike vedno čudno videti, ko enkrat zamenjajo dres za neko kravato pa nekaj, ampak vseeno, kakšni so cilji, kakšni so plani, no, za naslednjih 20 let? Z roko v roki z rokometom ali ne, definitivno bi rad ostal delček v rokometu. To je pač moje življenje, mislim, da pač lahko pomagam in dokler sem čutil, da lahko pomagam, si želim pomagati, bi ostal vse delno v rokometu. Delno pa videli, kam bo pot peljala. Definitivno pač, tako si sam rekel, 8 ur na dan, vsak dan v pisarni je zelo težko. Enostavno nismo tega navajeni in mislim, da lahko mi športniki s to energijo, ki jo imamo, eni pač lahko pregrejo v pisarno in sedijo, ampak mi pač smo navajeni gibanja, levo, desno, potovanja, tekme, pritiskov. Mislim, da smo lahko zelo dobri v drugih stvarih in bi bilo škoda, da tega ne bi izkoristili mi oziroma tudi rečemo firme, da lahko to delamo. Radi imamo stik z ljudmi, ni nas strah govoriti, ni nas strah se postaviti za stvari. In mislim, da je to ena zelo velika vrlina, ki pač bi jo jaz želel izkoristiti oziroma unovčiti tudi v prihodnje. Ok, no, ko si omenil preteklost, smo malo obojili preteklost, pa zdaj si omenil prihodnost, se pa preseliva k mitom in legendam v rokometu. Rokomet. Je grob šport, ja ali ne? Ja. Ampak potem se pač navadiš, navadiš si teh udarcev, da sploh v bistvu ne občutiš. Se navadiš, prilagodiš se, ampak je pa. Kaj pa, na primer, talentiran levičar lahko v karieri, ker je pač bolj iskan, doseže več kot desničar? Definitivno so levičarji v prednosti. Jaz mislim, da v vseh športih manjih je. Nekako tudi druga polovica možganov dela kot desničarje in potem je pač, jaz rečem temu, mi smo dodana vrednost. Kaj pa recimo to vprašanje, razlika med odličnim in prepoznanim športnikom je njegov šarm, karakter in tako naprej. Naredi velike te ikone športa, res ta njihov karakter izgradi v nekaj več,
oziroma to niso samo predstave na igrišču, ampak tako si prej že omenil, recimo ta karakter, šarm, kako hočeš temu reči, zraven. Verjamem, da je to pomembno, da je lahko nekdo pa se odlepi od ostale mase. Ja. Se strinjam, ja. Mislim, da se oba strinjava. Predvsem zdaj s to socialnim mrežjem in s tem, ne, če pač imaš še to žilco zraven, je dodana vrednost. Ne. Veš, tako prej pevci so bili sam pevci, pa so pa kar naenkrat pevci postali in dancerji, in filmski igralci in vse. Ne. In to je bila njihova dodana vrednost. Ne. Zdaj pač vse mora znati. Ne. Zdaj pa na vrsti rubrika Nevidni oboževalec, kjer boš skušal ugotoviti, kdo nam je zaupal zanimive zgodbe o tebi. A slišiš? Sem pa več dolg čas in nekako smo bila preutrujena, da bi šla počivati in smo razmišljali, kaj bi še naredila, kaj bi bila špiča in smo prišli na idejo, da bomo šla na recepcijo, univerzalni ključ, in da bomo šla malo pogledati po sobah, kaj se kaj dogaja, kdo spi, kdo ne, in da gremo malo v kontrolo. Seveda tega ključa iz prve nismo dobila, zagrozila smo receptorju, na koncu je popustil, nam je dal ta ključ in smo šla lepo sobo po sobo in prišla tudi do Vidove sobe, kjer je Vid trdno spal, se pravi, to je bil pravi spanec, tako bi rekel, da je bil ubit. In tak naprej, no. Aleš Pajovič. Ne, čakaj, potem v spustu pa še naprej, čakaj. Perila za noge, vlekla dol z posle, se drla, policija, bežmo, streljala. Ja, to je pa Luka Žižek. Ja, ona dva sta bila, z njimi sta obema sta bila. Daj ti malo povej za poslušalce, no, več o tej zgodbi, kaj se je to dogajalo. To je bilo, koliko sem bil star, ne, 20 let, 21 let. Ne, smo bili v Velenju, smo bili na pripravah in zdaj pač Pajo, pa Žižek sta vedno delala sranje, no. Vedno sta bila pač ta norca, ko sta se ne vedno zabavali z vseh in delali ta pač take stvari. In sta pač ključ dobila in sta po sobah šla, ne. In vem, da sta mene zbudila, pa A to srednoči, ali kaj je bilo to, srednoči? Ne, počitek, srednjeva, mi spimo, težki treningi, mi spimo. In prvo, mislim, da mene, potem smo mi šli skupaj, smo Backoviča, in vem, da je Backo, ko smo ga zbudili, on je kar tako noter lezel v posel, sploh ne videl, kaj se mu dogaja, ne vem, da smo vse smo šli zbujati. Ja. Zelo zanimivo, ja, to se pa spomnim. V Velenju smo takrat dosti bili, hotel Paka, točno se spomnim. Ja, in ki je to tam nasproti slaščičarne Ohrid. Tako, Ja. to bolj sladoled. Sladoled, majster. Poklicali smo še nekoga, ki ti je malo zažugal s prstom. Okay? Pa bomo videli, če boš uspel uganiti, kdo to je. Čakaj. En tweet, jaz spomnim decembrskega pogovora, ena na ena, in če me spomine vara, si mi ti obljubil neko vabilo na stejke, tako da še vedno... Čakam tako na to vabilo in me zanima, kakšen je tvoj komentar na to. To pa ne vem, nisem čisto slišal dobre posnetka. Nekomu si obljubil nekaj, da ga nekam povabiš. Tako da o nekem stejku se gre, in sicer, da si nekomu obljubil en stejk in si mu zdaj še naprej dolžen to. Tako da... Mater, to pa zdaj ne vem, mislim, stejk, velikim ljudem sem rekel, da bom stejk naredil, zato ko je ful rad pečem, in dobim super meso iz Prlekije. In sam zdaj pa kdo pa, da mi ima pomagati. Nekdo, ki je bil tvoj gost, je med snemanjem povabil na poletno aktivacijo, kjer da boš ti poskrbel za catering, tako da si nekomu še očitno dolžen, če jaz prav razumem. Vem, da smo se v hrani pogovarjali z Flisarjem, s katerim sem se Zurnatom tudi v hrani pogovarjal. Andreja, pomagaj mi. Evo, imaš klicosili. Klicosili se je oglasil. En iz Belih strmin je bil. Jure Košir je bil, potem je bila Andreja Slokar, Rene Mlekuš, ne vem več, to gostov sem imel. Andreja, pomagaj. Še dodatna pomoč. Decembra smo en zelo lušen video skupaj posneli.
Ja, Hadalin, Pekolina. Točno, ja, zdaj se pa spomnim. Štep, ja, bom ga povabil. Ja, tako da tudi Luka pride, bajeno, je rekel. Hadalin, ja, Luka, lahko, prideš ti imaš rad steke, ziher. Bom res naredil, bom res tam, dobro meso iz Prlikije, domače, super, top steki, res bom naredil. Če bo sladoled za sladico, pol ja. Dobiš sladoled, vaniljev sladoled, mal bučnega olja čez. Može, to povem, da so pa dobre kombinacije. Pa mal tehle bučnih semen, to. Pošiljko, kaj to dela, Mišelinka Kavtičnik. Torej, od zgodb s prijatelji pa k rubriki Vidometer, kjer bomo preizkusili tvoje znanje. Kdaj je bila na sporedu prva epizoda spletne oddaje Šport 1 na 1? Ti dam vedno 2 odgovora, ti pa moraš povedati, če imaš prav. 2. novembra 2020 ali 16. decembra 2020? Mislim, da je bilo 2. novembra. Tako je, okej. Jaz se bom pike pisal zraven, če kakakoli. To res bo zanimivo vedeti. 1 pika, okej. Epizoda s katerim gostom oziroma gosti je bila najdaljša? Z Andrejo Slokar ali pa z Štefanom Hadalinom? Mislim, da je bila Štefan Hadalin. Ne. Slokarko. Slokar je bila najdaljša. Čeprav nimam podatka, koliko minut, ampak je bila najdaljša. Katerega športnika nisi gostil v oddaji? Veslača ali kajakaša? Kajakaša. Bravo, 2 piki. 2 gosta sta se pojavila tudi v vlogi skritega oboževalca. Kdo sta bila to? Klemen Prepelič in Matej Mohorič ali pa Rene Mlekoš in Jani Klemenčič? Rene Mlekoš, Jani Klemenčič. Bravo, okej. Kdo je v rubriki Vidometer na vsa vprašanja odgovoril pravilno? Filip Flisar ali Petra Majdič? Petra Majdič. Bravo, viš, nisi še za staro šaro. Viš, glava še dela, pusti kolena, glava je. V oddaji si gostil več športnikov kot športnic. Je to res ali ne? Je res. Viš, če boš imel 3. sezono, moraš to malo spremeniti. Ne vem. Ja. Jaz ko imam 2 punci doma športnici, sem zelo tako orto usmerjen v ženski šport. Verjem, da imam jaz mojo to malo, pa sem tudi ful usmerjen. Veš, ko gledaš filme včasih, pa ženska nabije vse moške, sem mi ful fajn zdaj. Ja, itak. Koliko je bil star najmlajši gost oddaje? 20 let ali 24 let? 24, čakaj sem malo. Jaz bi rekel 24. Ne, 20. Čeprav ne vem, kdo to je. Mogoče lahko žirija to sporoči. Bilo fajn vedeti, to še mene zanima. Se piše, pardon. Rok Možič, ja. Sorry, jaz sem spregledal. Ja. Točno, ja, ne, prav. Ja. Se strem, napaka. Koliko gostov je prihajalo iz rokometnih krogov? 2 ali 3? Imel sem Lukata Žvižeja, Mikija, 2 mislim, da. Bravo. Premiera vsake oddaje je bila na ponedeljek, drži ali ne drži? Vsake? Ja. Pravi, kdaj je bila premiera? Kdaj se dajalo ven? Ponedeljek. Ponedeljki, ja. Ja. Ok, in pa ta epizoda danes je skupno 18. ali 24? 24. Bravo. Evo, 8 odgovorov, vsaka čast. Ni slabo. Dobro sem si zapolnil. Tam tisto 20 Možiča, ja, Možič. Ja, tisti, ja, ki je res pohmat, ja. Sem že pozabil, ko je že kar nekaj cajta zraven, pa super igra, da tako odraslo igra. Če bomo kdaj zamenjali vloge, me ti tega ne boš sprašal, ker si pa pri 130 epizodah, res ne bo. Jaz verjetno tudi ne. Ajde, to ti pa lahko postavim. Kolikrat sem bil jaz v tvoji oddaji? 2-krat po mojem. 2-krat, ja. Evo vidiš. Zdaj ta tretjič. To je zdaj to, zdaj pa zamenjamo vloge nazaj. Jaz upam, da sem se v redu odrezal v vlogi voditelja Šport 1 na 1. Sicer malo sem bil zarevel vmes, ampak glej, I can still do it. Nisi nič bil zarevel, ful dober si bil. Tako da ti prepuščam, da prevzameš oziroma da zaključiš zadevo. Ja. Z mene pa zanima,
Glede na to, da smo se nazadnje tako pogovarjali, pa je tvoj vedno, kolikor se spomnim, je tvoj vedno cilj bil, da bi bil en GM v NBA. Je to še vedno tvoj? Ja, možnost je še vedno, možnost je vedno, bom rekel, lahko, vse cilje si postavljaš realne in to je nek, bom rekel, realni cilj, zakaj pa ne, se je uspelo takim in drugačnim ljudem iz športa in konec koncev tudi ne iz športa, ampak vse je, če sem čisto odkrit, povezano precej z družino, no. Seliti se v Ameriko sam nikakor ne, skup je pa tudi v bistvu zahteva veliko več, kot samo to, da grem jaz loviti neko sanjsko službo ali pa karierno, tudi karierni podvig, ne. Želja samega tega dela pa ja, ful, jaz sem še vedno ful vpet v te, bom rekel, front office stvari, tako se reče v športu, ne, se pravi te pisarniške zadeve, vodenje klubov, mene pa NBA vedno privlači zato, ker je vse skupaj na veliko bolj organiziranem in profesionalnem nivoju, kot to poznamo v Evropi, predvsem zaradi tega, no. Ta njihov sistem, salary capa, pa splošno pravilo okoli te njihove kolektivne pogodbe in tako naprej se mi zdi ful zanimivo, moraš biti res tak stručko in jaz sem se že, pa še se bom izobraževal na tem nivoju, tudi že pridobil določeno število certifikatov in vsega tega, ki mi nekako uvršča v neko to skupino, da bi lahko potem začel aktivno iskati to možnost, da sem tam, ampak o tom potom, jaz rečem. Zaenkrat smo tu, kjer smo in smo tu čisto srečni, tako da če se pa ponudi priložnost, pa če bomo kot družina dovolj zreli za kaj takega, pa zakaj pa ne. Ja, še kakšna rubrika ni, ne? Ne, se pravim, zaključek je tvoj. Jaz sem vesel, počaščen, da si mene določil, zbral, da zaključimo ta šport 1 na 1, oziroma to tvoje izkušnje, ki si imel skozi to. Jaz sem pa vesel, da sem s tabo zaključil eno od mojih prvih vlog, ne, ki sem jih imel tako, ki ni povezana z rokometom, rečemo, v nekmu mojemu življenju. In izjemno sem hvaležen, da si nekako dvakrat delil čas z mano, da si vodil danes to oddajo, mene spravil skozi te vprašanja in vidim, da sogovornikom ni bilo lahko. Tako da, ja, vse veš, naše življenje izgledalo bolj trening, tekma, spanje, jest, spet trening, spanje, ne. In zdaj pa to so čeprav super zadeve, ampak vse veš, mi igralci po karieri se moramo znajti sami, to si mi ti rekel na en izmed tvojih podcastov oziroma tudi na mojemu podcastu, ne, da je življenje tako zelo drugačno po karieri, ampak ja, da ni strahu. Tako da hvala še enkrat tebi, hvala vsem poslušalcev in seveda se vidimo ob kakšni drugi priložnosti.